Odnosi so zakon. Dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je z nami Alenka Heferle-Felc, ki se je nekateri morda spomnite s televizijskih ekranov ali pa poznate njen radijski glas. Alenka pa ni samo to, je tudi profesorica jezikov, fiziatrinja in še mnogo kaj. Žena mnogih talentov. Hvaležna sem, da je danes tukaj z nami. Alenka, pozdravljeni. Pozdravljeni, tudi jaz sem hvaležna, ne le hvaležna, tudi počaščena za to vabilo. Kot smo že navajeni, pa bomo tudi to oddajo začeli z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, hvala ti za ta trenutek, v katerem smo. Spremljaj naju danes med snemanjem te oddaje. Vodi najine misli in besede, da bova z njimi kazali nate in na vse, kar tako čudovito vodiš in delaš v naših življenjih. Blagoslavljaj nas in vse, ki bodo ta pogovor poslušali. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Alenka, še enkrat dobrodošla v našem studiu v Krškem. Jaz že dolgo nisem bila pred kamero, Alenka je preizkušena. No, tudi jaz že dolgo nisem bila pred kamero, oziroma pravzaprav pred nedavnim v nekem pogovoru o evtanaziji. Sicer pa že zdavnaj nisem več domača s kamero. Potem imamo pa obe ravno prav treme, kaj ne? Približno tako, ja, bi rekla. Ja, jaz sem še toliko, kaj ne rečem, stara, da se vas še spomnim, a ne, kot televizijske voditeljice, ko ste začeli z oddajo Obzorja duha. Z radija se vas osebno ne spomnim, mogoče ga v tistih časih nisem toliko poslušala. Ko sem se pa pripravljala na ta najin pogovor, sem pa presenečeno ugotovila, a ne, da je bila vaša življenjska pot zelo pestra in razgibana. Da vas je vodila skozi zelo različne poklice. Pa dajva začeti na začetku. Od kod ste doma, v kakšni družini ste rasli? No, doma sem iz Ljubljane. Družina, v kateri sem rasla, je bila zelo topla, ampak bila sem sama. Na srečo sta tako oči kot mami iz številnih družin. Pri očetu je bilo 10 bratov in sester, pri materi 4 sestre. Tako da sem se srečevala tudi s sestričnami, z bratranci. Naša hiša je bila vedno polna ljudi, ampak vedno, vse do danes, sem pogrešala brate, sestre. To priznam. Je pa res, kot rečeno, da sta mi mami in oči nudila zelo topel dom. Tako da, ko sem recimo opazovala svoje vrstnike in njihove starše, sta se mi moja dva zdela neverjetno imenitna in se spominjam, ko bila sem še predšolska, mogoče od 4 do 5 let, tam nekje, sem vprašala, kako da sem se jaz znašla v tej družini, od kod prihajam. In njuna razlaga je bila, da sta me kupila in jaz sem si zelo plastično predstavljala pač nek prostor, kjer so zloženi ti dojenčki. In potem se mi je, pa kako da ste izbrala prav mene, in sta mi rekla, ja, najbolj si nama bila všeč. In meni se je to zdelo tako imenitno, sem rekla, joj, a si predstavljate, da bi me kjer drug izbral. In res že ta hvaležnost, da sem v družini, kakršni sem, da imam starše, kakršne imam, je bila mi vsajena že pravzaprav že od otroških let. No, tako. Drugače, sva pa v isti hiši stanovala še ena družinica, ki je prav tako imela eno hčerko,
in s to prijateljujeva še danes. Vmes je bil sicer dolg premor, ampak že takrat kot otroka sva se izjemno dobro razumeli, bili sva kot sestrici in enako dobro se razumeva danes, kar imava za čudež in dar. To je pa res nekaj posebnega, ne? Res. Ja. In vi ste danes že upokojena, a ne? Kot za upokojence velja seveda tudi na polno zaposlena. In upokojili ste se kot zdravnica, ampak to ni bila vaša prva poklicna pot, a ne? Najprej ste doštudirali jezikoslovje. Ja, res je. Ta moja pot je bila res malce vijugava. Pravzaprav sem že kot otrok, recimo, če je mami bolela glava, sem ji z veseljem prinesla aspirin ali karkoli kombiniran prašek takrat. In sem rekla, veš, mami, ko bom jaz velika, bom pa zdravnica, pa te bom pozdravila. No, ampak potem so prišla pubertetniška leta, tista leta. Takrat se je tudi moja prijateljica, njena družina se je preselila. Takrat ni bilo seveda mobijev, da bi lahko vzdrževali kontakte, stike. No in takrat, prav v tem najranljivejšem pubertetniškem obdobju, v gimnazijskih letih, sem se pravzaprav počutila precej osamljeno. Čeprav sem imela rada šport, se nisem vključila v nobeno redno športno dejavnost, tako da po tej plati nisem imela posebne družbe. V razredu nismo bili zelo dobra skupnost, pa tudi s cerkveno skupnostjo nisem imela stikov. Tako da je bilo to odraščanje pravzaprav zelo osamljeno, ker si pa takrat izjemno ranljiv, sem začela dvomiti vase, v svoje sposobnosti, čeprav ni bilo nobene prave osnove, ker sem bila odličnjakinja, oproščena mature, ustnega dela, ker sem pač vse opravila z zelo dobrimi, najboljšimi ocenami. Ampak kljub temu me je začelo stiskati, kaj pa, če morda bi bili pa jeziki primernejši zame, ker mi grejo s tako lahkoto, ker se mi skoraj ni treba učiti, pa bom poskusila in tako. In tako sem se vpisala na jezike, ampak dvomi so bili veliki. In potem vem, da sem šla po maturi k teti, ki je bivala v Nemčiji, očkovi sestri. No, in ena njena znanka je bila šlogarca. In ta gospa se me je lotila. Zdaj, ko je prvič mi tam nekaj govorila iz kart, se me sploh ni dotaknilo, ne? Ampak gospa me ni spustila nekako iz rok in je to ponavljala večkrat. In vem, da so tiste njene besede takrat povzročile še večji nemir v moji duši. Namesto, da bi me bolj prizemljila, me je popolnoma zmedla. In ko sem bila v prvem letniku, pa potem še tudi, sem imela težave s koncentracijo, s tesnobo in z nespečnostjo, nekaj, česar prej sploh nisem poznala. Zgodbo pripovedujem zato, da bi posvarila pred tovrstnimi praksami, ki so zelo razširjene, so pa izjemno škodljive za človeško psiho. In jaz sem pravzaprav čutila, da to ni tista moja pot, čeprav je bil študij razkošen, zanimiv, a ne? Ampak v tisti dobi nisem bila sposobna, da bi preklopila, da bi presedlala z ene fakultete na drugo. Nisem bila sposobna
neke jasne odločitve, ker tega videnja ni bilo jasnega. In potem sem si rekla, začeto delo je dobro dokončati, na vse zadnje, to je to izrazito človeško razmišljanje, karkoli delaš, če delaš to s srcem, z ljubeznijo, izpolniš namen. No in tako sem dokončala. In potem me je pot vodila, takrat se spominjam, me je štipendirala Republiška izobraževalna skupnost. Ko sem končala sem med prvimi, mislim, da sva 2 končali v letniku tako hitro, se je izkazalo, da zame nimajo nikakršnega službenega mesta in so me odvezali vseh obveznosti, celo nagrado so mi dali za uspešen študij. No, in jaz sem potem iskala po celi Sloveniji profesorsko mesto, ker se mi je zdelo, če sem že končala študij angleškega in francoskega jezika, če sem po nazivu profesorica teh 2 jezikov, je smiselno, da grem v ta poklic. No in izkazalo se je, da ima Slovenska gimnazija v Kopru prosto mesto, da iščejo profesorja in sem se prijavila in dobila to, ampak potem se je pa začelo to, kar je bilo pravzaprav pričakovano, če človek ne sledi tistemu primarnemu klicu. Razumela sem se z dijaki, izjemno sem jih imela rada in tudi oni mene. Seveda, bila sem mlada profesorica in dijaki imajo radi mlade ljudi, a ne? Samo nekaj let je bilo razlike med nami, a ne? Ampak vame se je naselilo, neka praznina se je naselila vame. Nisem vedela, zakaj. Zakaj me to ne napolnjuje, zakaj je v meni vedno nekaj neizpolnjenega. No in potem so me starši opozorili, da Radio Slovenija, Radio Ljubljana tedaj, išče napovedovalce in ker so vedeli, da se mi ta poklic zdi zelo privlačen, so me pač opozorili na te avdicije, prijavila sem se in zmagala. Ne le na na vrsti avdicij, konkurenca je bila sicer številčno zelo velika, mislim, da je bilo na prvi avdiciji prijavljenih kakih 300 ljudi, ampak seveda so pa tisti, ki se prijavljajo, včasih tudi nekoliko nekritični. No, in skratka, bila sem uspešna, potem se je bilo pa treba voziti v Ljubljano na treninge govora in to je počasi postajalo pretežavno. Hkrati nas je pa že vodja napovedovalcev povabil na pogovor, mene in mislim, da še 2 drugi kolegici od prejšnjih avdicij, tako da je vse kazalo, kot da imamo službo tako rekoč v žepu. No in sem se odločila, da odpovem v gimnaziji po letu in pol, se pravi po končanem zimskem semestru 2. leta. Sem potem odšla v Ljubljano, ampak potem se je izkazalo, da so bila ta upanja prazna, da nimajo mesta in potem sem se znašla na Zavodu za zaposlovanje. In je spet, ampak naključje, ki ni naključje, se mi zdi tudi malo božjega prsta vmes, je hotelo, da je radijska dokumentacija takrat potrebovala človeka, ki zna več jezikov, zlasti nemško. No, in sem se prijavila in dobila tam mesto. Medtem se pripravljala na napovedovalski poklic in potem nazadnje vendarle pristala med napovedovalci. A ne? Kako so poti včasih vijugaste? Zelo vijugaste. No, ampak če potem nadaljujem, ta napovedovalski poklic mi je bil sprva izziv, ker je bilo vse novo, ampak potem se je zgodba ponovila. Spet se je pojavila ta ista čudna praznina, zakaj me to ne napolnjuje.
Tudi zelo sem pogrešala živ stik, ki je bil v šoli seveda mogoč, ne le mogoč, ampak neobhoden. No, tu pa poslušalcev ne vidiš, a ne? Pa tudi gledalcev ne, če si na televiziji. No, in ko sem se res dotaknila dna, ko sem se začela spraševati, pa zakaj, kaj je narobe, kaj sem napravila narobe, sem prišla do zaključka, da sem zgrešila študij, da sem slišala klic. In to me je neznansko pretreslo. Ko sem se doma pogovarjala o tem, so rekli, glej, zdaj si na tej poti jezikov, ne kaže ti drugega, kot da nadaljuješ, vsaka druga misel je nora. No, in potem sem se odločila še za italijanščino, hodila na te pač ljudske univerze, a ne, opravila toliko tečajev, da sem imela neke osnove in potem šla v Sieno. In spet je tu poseglo na ključje, ki pomeni na ključ. Siena je mesto, kjer je medicinska fakulteta. In v kantini, kjer smo imeli prehrano, sem se srečevala z medicinci. In mene je prav bolelo, ko sem se pogovarjala z njimi, ko sem imela stike z njimi. In takrat sem prvič zunaj kroga svoje družine rekla, joj, tako mi je žal, da nisem študirala medicine. In tu se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Vsak mi je rekel, pa zakaj ne greš študirati? Sem si rekla, pa res, zakaj ne grem? No, ampak potem je soočenje s tem dejstvom, da sem zgrešila smer in s tem, da bi se znašla spet na začetku, je bilo težavno. To je bila kar težka preizkušnja, ampak ker je bilo to dno mojega počutja, nisem videla drugega. Zame je šlo za življenje in smrt. Zdelo se mi je, da, ampak to je zanimivo, to je bilo tudi položeno vame. Če bom nekoč polagala račune, kako bom lahko opravičila, da nisem šla kljub temu, da se dobesedno lomi v meni zaradi tega močnega klica. No, in tako, pri tem so mi pomagale tudi sanje, ki so bile prav preroške, se mi zdi. Namreč, to je bilo na pragu 80-ih, ko so se začela prikazovanja v Medžugorju. In takrat sem jaz sanjala, da sem se znašla v neki temačni čumnati in tam je bila nek žleb, podoben toboganu. Na dnu tega žleba je bila krogla, kot nekakšna temna žoga, ampak meni se je zdelo kot topovska krogla. In ta krogla se je nenadoma začela premikati proti vsem zakonom težnosti navzgor. In drsela navzgor vse hitreje, kot da bi šlo za prosti pad. In ko se mi je zdelo, da bo butnila ob steno in se odbila nazaj, se je izkazalo, da je tista stena iz lepenke in je steno prebila in na drugi strani je bila ena sama svetloba in mir in livada. Mislim, da tako približno izgledajo nebesa. In v tistem sem se prebudila in zdelo se mi je, da se soba moja koplje v neki čudni svetlobi. Segla sem po očalih in svetloba je ugasnila. Ampak mene so te sanje spremljale potem skozi vso mojo pot, ker so me navdajale z upanjem, ne glede na to, kako težka je situacija. Poglej, pri Bogu je vse mogoče, celo zakone težnosti lahko premaga. No, in
Potem se je začelo, no. Sem se vpisala, da ne bom predolga. Ja, če lahko se še čist malo vrnemo na radio, pa bomo potem spet šli naprej na medicino. V avtu, ko smo se peljali sem, smo se pogovarjali malo, ne? Vi ste delali na radiju včasih, ko še ni bilo demokracije, a ne? Ko so bili novinarji, se je včasih to rekli, režimski delavci, a ne? Absolutno. A lahko kakšno anekdoto iz tistega časa podeliva z našimi gledalci? Ne vem, če je to ravno anekdota, ampak dejstvo je, da so bili novinarji absolutno režimski ljudje, ki so ubogljivo sledili napotkom, ki so prihajali z vrha. In mi smo, na primer, če smo imeli pogovore s poslušalci, je to vse potekalo preko tako imenovane šlinge. To pomeni, da so pogovori šli ven, bili predvajani z 10-sekundnim zamikom. In v primeru, da si je poslušalec drznil izgovoriti kaj, kar je zvenelo kot kritika režima, sistema, se je to, mi smo rekli, zblendalo. Skratka, ni prišel v eter. Preprosto se ga ni pustilo v eter. In ta režim je trajal kar zelo dolgo, mislim pa, da se je začela zadeva rahljati že proti koncu 80-ih let. Pa recimo še eno tako stvar bi povedala, ko sem delala v jutranjem programu, ki je bil zlasti v drugi polovici 80-ih je postajal bolj sproščen, se je nekoč zgodilo, da je tehnik dal na, pač na gramofon, ali je bil pa to trak, mislim, da je bil trak, na škatli je pisalo pač nek naslov, je mislil, da gre za neko skladbo, so bili pa prvi zvoki svete noči. In je dobesedno primrznil, takoj zblendil in takoj dal drugo skladbo in se bal, da ne bo kakšnih posledic, ker je vendarle predvajal prepovedano skladbo. Mislim, to so pravzaprav zelo težke stvari in zelo veliki pritiski, ki res niso bili prijetni. Ta strah je obvladoval delavce. In tisti, ki smo se pač rodili to kasneje, recimo, ali pa sploh tisti, ki so se rodili že v času samostojne Slovenije, si verjetno kaj takega težko predstavljajo, ne? Res je. In zato me včasih kar stisne, ko kakšen mlad govori, ja, v Jugoslaviji je bilo pa lepo in dobro in se spominjajo pesmi, lepo je v naši domovini biti mlad. Tako je bilo. Je bil ta obrod strahu zelo močan. Pa se spominjam, no zdaj sem se pa spomnila Sinkijevičeve misli, mislim, da je iz romana Z ognjem in mečem, ki pravi, ljubezen je silnejši obroč kakor strah. No, ampak tedanja oblast se tega ni niti zavedala, niti priznavala. In se zdaj vračava na medicino, a ne? Ja. Še zmeraj ste bili na radiju, a ne? Tako ko ste je. vpisali medicino. Pa bi čistko vprašala, a ne? Lepo ste vpisali, kakšna težka odločitev je to bila, a ne? In sedeli ste v klopi verjetno z nekaj let mlajšimi študenti, a ne? Ki so šli seveda takoj po srednji šoli. Kakšni so bili to občutki? Kako so vas recimo sprejeli? Ja, šla sem na medicino z 12-letnim zamikom, da ne bi. Se spominjam, predno sem šla na dekanat, da bi se vpisala, se nekaj, pa se bodo vsi popadali dol, bodo rekli, pa kaj, ta gospa bi rada študirala medicino. Ampak potem se je spet zgodil čudež. Nihče ni popadal dol. Pač tako nekam samoumevno se jim je zdelo, celo to se je zgodilo, da sem bila opravičena sprejemnega izpita, ker sem imela za seboj že eno fakulteto. Poleg tega so bili tudi vse moje ocene zelo visoke, najvišje. Tako da glede tega nisem imela
pri vpisu nobenega problema. Ko sem bila med svojimi sošolci, so sicer v pogovoru izvedeli, kdo sem, kaj sem, ampak nihče ni pomislil, da je med nami taka razlika. Tudi rekli so mi, pa sploh nismo mislili, da je med nami taka razlika v letih. Pač smo mislili, dobro, si pač končala eno fakulteto, zdaj si se pa vpisala sem. Poleg tega so bili sošolci krasni in moram reči, da sem bila v letniku izjemno pametnih sošolcev, ki so danes ugledni zdravniki. To so od Alojza Ihana do Marka Noča, oba profesorja, oba ugledna, pa še drugi, tako naprimer Ksenija Geršak, takrat Jenič. No, tu res je bilo veliko takih, ki so pozneje postali izjemno ugledni in vplivni zdravniki. In če parafraziram Jonathana Livingstona Galeba, sem se nenadoma znašla v svoji jati. Neverjetno je bilo, kako sem čutila, da govorim isti jezik kot moji sošolci. Skratka, razlike v letih se ni čutilo, se ni poznalo, je bila zanemarljiva, nepomembna in moji sošolci so bili izjemno kolegialni, izjemno odprti za pomoč, ki sem jo pa res potrebovala, prav zaradi tega velikega časovnega odmika od gimnazije. Recimo meni je bilo poslušanje biologije, kot bi poslušala tuj jezik. Jaz nisem poznala endoplazmskega retikuluma, ker takrat, ko sem bila jaz v gimnaziji, o tem še nismo govorili, o teh celičnih delih, mitohondriji. Sploh nisem vedela, kaj je to. Tako da sem imela kolegico, ki je bila še iz jezikov, je bila gimnazijska profesorica in ona mi je pomagala priti do gimnazijskih učbenikov. In sem se morala lotiti prav gimnazijskih učbenikov, da sem lahko sledila v prvem letniku pouku medicine. No, ampak moram reči, doma so bili strašno nesrečni. Mama je rekla, da se mi je zmešalo. A res? Grozno, res. Oče je rekel, počakaj, se ne bo zmogla, ker si dejansko nisem mogla privoščiti, da ne bi delala. Jaz nisem mogla reči, glejte, zdaj me pa spet šolajta. Preživljajte. No, itak bi ta prošnja naletela na gluha ušesa. No, ampak jaz sem prvi letnik končala vse v roku. Tako da potem sta me pa tudi moja starša sprejela mojo odločitev in mi potem tudi pomagala. No. Ko sta začutila, da pač je to. Ja, moram pa povedati, da sem si pa že v začetku rekla, vedela sem, da je to hoja po vrvi, da mi lahko kadarkoli zdrsne in da kadarkoli lahko klonem. Tako da sem si zapovedala, da če zmagam ali če izgubim, moram imeti do tega enak odnos. Če zmagam, ne da sem ne vem kaj, in če izgubim, da to ni konec sveta. No, pa moram reči, da mi je uspelo ne brez Božje pomoči. Nikakor mi ne bi uspelo brez tega, da ne bi ves čas čutila, da me Bog spremlja in mojo pot blagoslavlja. In zato sem pač neizmerno hvaležna. Sem ravno hotela to iztočnico, ko ste omenili hojo po vrvi, sem rekla, no, to je pa v bistvu hoja v veri. Tudi vaša duhovna pot ni bila ravna. Bili ste krščeni, potem pa niste bili deležni te vzgoje. In deva se majčkeno zdaj ustaviti v tistem trenutku ali pa v tistem obdobju, ko je prišlo do tega premika, ko ste pa tudi vi stopili na pot te osebne vere, ki vam je, kot pravita, pomagala tudi pri tem študiju medicine. In kako vam je potem ta osebna vera pomagala tudi naprej skozi vaše življenje v vašem poklicu? Ja,
To je res zanimivo, da je moja odločitev za medicino šla z roko v roki s tem z osebnostno rastjo, neposredno povezano z vero in z srečanjem z Bogom. Jaz sem bila krščena, hvala Bogu, ker gotovo je to pomenilo stik s Svetim Duhom, a ne? Ampak v Ljubljani smo odraščali, vsaj v moji družini, no, je bil navzoč ta strah, o katerem sem govorila že prej. In moji mami zlasti se je zdelo, da ni prav, da bi me izpostavljala s tem, da bi me vključila v verouk, v cerkveno življenje. Vedno je poudarjala, pomembno je, da živiš pošteno, da spoštuješ ljudi, da si dober do njih. Sama ta pot pa, a je povezana s cerkvijo ali ne, pa ni tako pomembna. Predvsem pa ne bi želela, to je večkrat rekla, da bi moj otrok lagal, da bi prikrival to, recimo, ko bi v šoli spraševali. Je pa zanimivo, ne? Mi smo enkrat na leto imeli obletno mašo ob smrti mamine mame, moje stare mame, ki je umrla, ko še nisem dopolnila 2 let, in to je moj tudi najzgodnejši in zelo lep spomin na to gospo. No, in ko so v šoli, bila sem v 3. razredu, spraševali, kdo hodi v cerkev, sem jaz in še ena moja sošolka sva vstali. No, sošolka je res prakticirala to katoliško vero, mi pa, kot rečeno, to enkrat letno, ampak meni se je zdelo jasno, da je treba povedati po pravici, seveda hodim v cerkev. Pa čeprav samo enkrat na leto. Ja, no, je pa res, da sem imela, je bila pa stara mama od mojega očka, ki jo je pa to zelo prizadelo, da nimam teh ne prvega obhajila, ne verouka, in ona me je pa vodila v cerkev, dala mi je prvo knjižico, prvi molitvenik, potem prvi rožni venček, pa ne le enega, pozneje še, najprej čisto otroškega, majčkenega, pa pozneje še. In mislim, da je morala tudi veliko moliti zame, in zato sem ji danes zelo hvaležna, ker se mi zdi, da mi je gotovo tudi ona izprosila to naklonjenost. No, jaz sem spet v teh letih odraščanja v gimnaziji sem čutila navzočnost tega brezboštva, no. Sošolci so se norčevali iz cerkve, in sama sem se spraševala o tej poti, in se nagibala bolj v to posvetno smer. Čeprav me je recimo zelo nagovorila profesorica umetnostne zgodovine, ki je rekla, berite Sveto pismo. In jaz sem si takrat rekla, že, ampak kako priti do Svetega pisma? Saj ga nisi dobil v knjigarni, ne? In meni je bilo to tako težko, ne? No, ampak v obdobju, ko sem prišla v krizo, ko sem se, kot sem rekla, dotaknila dna, ko sem šla v Italijo, ko sem bila v Sieni, ko sem se srečevala s temi študenti medicine, je bila moja cimra Američanka italijanskih korenin, za katero se je izkazalo, da je kristjanka.
vsak večer je brala nekaj, izkazalo se je, da je to Sveto pismo, oziroma knjige, ki govorijo o Bogu, o svetopisemskih resnicah. Zelo sva se zbližali in rekla je, glej, tudi če me ni v sobi, vedno si lahko ogledaš, prebiraš te knjige, ki jih imam. In to sem napravila. In ko sem začela listati te knjige, je v meni prišlo do tektonskih premikov. Zdelo se je, kot bi recimo neka debela skorja okrog mojega srca začela pokati in je dobesedno razpadla. In jaz sem se ob tistem bridko zjokala in sem si rekla, pa saj to je to. Saj to jaz vse življenje iščem. In takrat sem se zelo zavestno srečala z Bogom in spominjam se, zanimivo je, da je bilo temu dekletu ime Marija. Kako zgovorno, kako simbolično. Da si mi rekla, veš Marija, ampak poglej, jaz sem zašla, jaz sem tako daleč na tej poti, kako premostiti zdaj to razdaljo, to zamudo mojo, strašno zamudo glede študija medicine. Je rekla, nič ne skrbi. Če je Bog s tabo, je pri njem vse mogoče. In to se je potem izkazalo za še kako resnično. In ona mi je potem poklonila Biblijo. Moja prva Biblija je bila angleška Biblija. In poklonila mi je tudi, glede na moje popolno neznanje, tudi priročnik, ki me je vodil skozi Biblijo. In to je bilo okušanje nečesa najslajšega in me je spremljalo ves moj študij. In kljub temu, da sem imela dvotirno pot, se pravi, bila sem napovedovalka na radiju in bila sem študentka medicine, sem vedno našla čas za prebiranje Svetega pisma. Vsaj nekaj vrstic, vsaj nekaj minut. To potrjuje tudi to, ko govorimo, nimamo časa. Čas, vsak od nas ima 24 ur in kaj počnemo v teh 24 urah je stvar prioritet. Zato je izgovor, ni časa, samo izgovor. Za tisto, kar je vredno, si človek vzame čas. Tako, vedno. Ja. Tako. Vaša življenjska pot je polna enih takih res zanimivih preobratov, ne? In tudi vaše pričevanje o tem, kako ste svojega moža spoznali, je v bistvu vredno enega filmske upodobitve, ne? Ker, ko sem prebrala, ne, pa boste kar povedali, no, da ne bom jaz razkrila vsega. Kako sta se prvič srečala? Ja, jaz bi rekla, ko ste rekli kot filmska zgodba, pravzaprav gre za posege Boga. In ob njegovi navzočnosti postane življenje sočno, postane polno in dobi barve. In to sem še kako močno občutila. Ko sem šla v medicino, sem se pravzaprav spraševala, glej, Bog, nisem srečala človeka, s katerim bi lahko krenila na skupno pot. Ne vem zakaj, ker si tega zelo želim, ampak naj se zgodi tvoja volja, ne moja. V resnici sem tako razmišljala, čeprav se zdi to tako nekam morda zguljeno, ne vem, ampak v resnici sem tako razmišljala. In bila sem v drugem letniku, vpisala sem se že v drugi letnik, ko je prišla k meni kolegica iz koprske gimnazije in mi prinesla knjigo Osamelce. In mi povedala, veš, avtor te knjige je idrijski psihiater, je na vozičku in ko se mi je podpisal, sem videla, da že nekoliko težko piše, ampak ti ne veš, to je izjemen človek in rekla sem si, moraš prebrati to knjigo, ko si že stopila na to medicinsko pot in boš videla. No, in res sem videla in občutila, ko sem brala knjigo,
sem si rekla, pa to je res izjemen človek. Tega bi si pa res želim srečati, bi si imela kaj povedati. In s prijateljico sva bili nekako dogovorjeni, da ga na pomlad obiščeva. No, in potem se je zgodilo spet nekaj čudežnega. V decembru tistega leta 82, me je v spikerski sobi, kamor smo dobivali pošto, čakala ena velika kuverta in v njej knjiga Osamelci in v Osamelcih voščilo s kapljicami ljubezni, ki so, kot pravite, več kot morje razuma, me pripeljete do jutra vsako sredo. Izkazalo se je, da njegova dežurstvo nočno sovpadalo z mojo jutranjo ob sredah. No, in leto, kakršnega si želite, to vam voščim. Skratka, to je bilo voščilo za novo leto, podpis Jože Felc. In nisem mogla verjeti, da je to ta, o katerem jaz razmišljam in nekako sanjam. No, in potem sem mu odgovorila, poslala sem mu neko Garodijevo knjigo. Roger Garodi je nek francoski filozof, ki je tudi imel neko nenavadno religijsko pot. No, in potem sem čakala nestrpno na odgovor, kar nekaj časa je trajalo, preden mi je odgovoril. Izkazalo se je, da je bil takrat na dopustu. Poslala sem seveda knjigo s pismom na njegovo delovno mesto v psihiatrično bolnišnico v Idrijo. No, in potem se je začelo najprej to dopisovanje, ki je bilo čarobno, in potem sva se slišala, kar je bilo spet nekaj prelepega. In potem sva se dogovorila za srečanje in vem, da so mi takrat kolegi rekli, veš, to je lahko zelo tvegano, ti si ustvariš neko določeno podobo in potem pride do streznitve, tako je, do spoznanja, pa se to ni to, kar sem si predstavljala. No, v najinem primeru ni bilo tako. Tudi srečanje v živo je bilo enako lepo in čarobno kot vsi prejšnji stiki. Je pa, morda bi rekla samo to, da je bilo v začetku srečanje duš, kar je pravzaprav tisto lepo in nepredstavljivo. Jaz sem srečala njegovo dušo skozi njegovo pisanje, on pa preko mojega glasu. No, tako da, no, in potem se je ta zgodba nadaljevala, ampak veste, pravzaprav je bil že prvi stik neke vrste poroka. Midva sva si takrat v začetku, se spominjam, sva pogosto prebirala 116. Shakespearov psalm, ki se začne: poroka zvestih duš, glej, ne pozna zadržkov. Ne, ljubezen ni ljubezen, če varanje jo uvaranje peha ali izogibanje v umik oprezen. O ne, ljubezen je svetilnik žarki, ki neomajno na viharje zre, je zvezda v temi tavajoči barki, ki kaže smer, čeprav globine ne. No, skratka, za naju mislim, da je bil že sam stik poroka. Tako da me vprašanje, kdaj sva to uradno sklenila, se mi zdi skoraj da neumestno, zato ker je bila to res poroka zvestih duš v trenutku srečanja in prepričana sem, o tem sem pa res popolnoma prepričana, če bi sledila klicu in šla študirati medicino takrat, leta 69, 70, bi se srečala, ker je takrat on opravljal specializacijo v Ljubljani, zato ker, ne vem, v tej zvezi pa brez patetike vidim neko usojenost, neko božjo pot, res.
Res je, to bi bilo res treba spraviti na film. No, In tako kot vi, ne, tudi vaš pokojni mož Jože je bil človek mnogih talentov. A ne? Bil je priznan psihiater, strokovnjak, predstojnik psihiatrične bolnišnice Idrija, pisatelj. A ne? In že kot mladenič soočen z diagnozo multiple skleroze. A ne? Kot ste rekli, ko sta se spoznala, je bil že na vozičku. A ne? Kako sta se pa recimo vidva kot mož in žena soočala z njegovo boleznijo? Vas je bilo kaj strah, koliko časa vam bo odmerjen, sta zaradi diagnoze kaj drugače živela? No, gotovo je diagnoza, je posledica te diagnoze gibalna oviranost. In to gotovo vpliva na določene praktične vidike življenja. Ampak treba je vedeti, da zdravje ni samoumevno in da bolezen lahko doleti kogarkoli od nas. Ampak zato človek ni nič slabši in nič manj vreden. A ne? Tako da pravzaprav sem prav ob najinem srečanju večkrat razmišljala, če bi videli namesto teles duše ljudi, kako drugačna bi bila podoba. Duša je neokrnjena, ne glede na na zunanji videz in na to, ali prizadeva telo tega človeka neka bolezen. Kot rečeno, seveda je bilo treba upoštevati gibalne omejitve, ampak na samo kakovost odnosa to ni niti najmanj vplivalo. Celo zavedanje o dragocenosti življenja, o dragocenosti trenutkov, ko sva skupaj, je bilo še toliko večje. In zavedanje končnosti je bilo seveda tudi ves čas navzoče, ampak ravno to daje življenju še nek poseben sok in neko globljo vsebino. Ker ko ste vi obljubili v ljubezni in v bolezni in zdravju, a ne, ste vedeli, kaj obljubljate, ne? Večina nas pa ne ve, ne? Je bilo to smrtno resno mišljeno. Res, smrtno resno. Kaj bi recimo svetovali mladim, ki se danes ne odločajo za poroko, a ne, iz takšnih in drugačnih razlogov, na podlagi te vaše izkušnje? Zakaj, recimo vidva sta se poročila, čeprav sta, kot ste sami rekli, svojo zavezo sklenila že prej, a ne? Kakšna je pa vseeno razlika, ko ti prejmeš tudi zakrament svetega zakona? Ja, to je dobro vprašanje in je res, to midva sva takoj čutila, da sva drug od drugega, da sva nekako iz istega testa, iz istega kosa. Ampak tudi moj Jože je večkrat omenjal, da bi morala storiti ta tudi uradni korak, tudi uradno potrditev, tako pred državo kot pred Bogom. Ampak jaz sem to kar nekako odrinjala in potem se je izkazalo, da je imel prav. Ko sva se za to odločila, je v najinost stopila neka drugačna vsebina. Zgodilo se je nekaj svetlega, globokega, prelepega. Mislim, da je to, da dva človeka začutita, da sta drug za drugega vredno proslavljanja, vredno slovesnosti in predvsem vredno prisege. Čeprav sem jaz ravno pri tem Shakespearovem verzu, ki pravi na koncu, če to ni res, če bom jo, ljubezen, kdaj pogubil, jaz nisem pesnil in nihče ni ljubil. Besede so Shakespearove, ampak v odličnem
prevodu Janeza Menarta. No, in jaz vem, da sem takrat rekla Jožetu, ni mi všeč to priseganje na koncu, jaz se teh priseg pravzaprav bojim, zato ker vedno vidim nevarnost, da jo prelomiš, ampak ne, prisega o ljubezni in v bolezni in zdravju, v sreči in nesreči, ta prisega je izjemno globoka, prelepa in resnična in nujna, zato ker ko stopiš z nekom na pot, to pomeni tudi odgovornost. In prav to odgovornost priznavaš s prisego in jo jemlješ nase. Ja, kaj naj rečem? Bližava se koncu najinega pogovora. Še bi vas lahko poslušala, verjetno tudi naši poslušalci. Bi pa na koncu odprli še eno temo, v zvezi s katero ste se v zadnjem času tudi vi osebno precej angažirali, a ne? Pripravlja se zakon o evtanaziji, o legalizaciji evtanazije tudi pri nas. Oziroma samomoru s pomočjo. Tako. Kako vi gledate na to vprašanje? Kot žena moža s težko diagnozo, a ne? Kako kot zdravnica, a ne? In kako vi vidite vrednost življenja? Glejte, ta prizadevanja, razmišljanja o evtanaziji, o samomoru s pomočjo, pravzaprav sesuvajo vse vrednote naše civilizacije, ki temelji na krščanskih koreninah. Sesuvajo vrednote, o katerih je govoril Tomaž Akvinski, ki jih je zastopala mati Tereza. Ali pa recimo že preprosto samo misel, ki jo je zapisal Oton Župančič. Kuj me življenje, le kuj. Če sem kamen, se zdrobim. Če sem kremen, se zaiskrim. Če sem jeklo, zapojem. Življenje je niz preizkušenj. Življenje je, jaz pravim, ena sama, komaj rešiš en problem, že je drug na vratih. Razlikujemo se v tem, kako se soočamo s temi problemi, s temi težavami, ali se bomo borili, ali bomo klonili, ali bomo videli v sebi žrtev, ali bomo vstali in šli naprej. Vrednost življenja je ne v padcih, in to nas uči krščanstvo, ampak o tem, da vedno znova vstaneš in se boriš. Krščanstvo nas uči o smislu življenja in o smislu trpljenja. Tudi trpljenje ima svoj smisel. Razmišljanje o evtanaziji, o samomoru s pomočjo, pa pravzaprav demantira vse to. Govorijo o neznosnem trpljenju. Kaj je definicija neznosnega trpljenja? Recimo, zgodilo se je en tak primer, gospa, ki je bila v mladosti lepotica, je na koncu, ko se je soočala s starostjo, ugotovila, da v njej ni več tiste lepote in je neznosno trpela. In je končala s samomorom s pomočjo. Mislim, to so nezaslišane stvari. Ali druga zgodba, ki spet kaže, kako se suva to temelje naše civilizacije in ruva krščanske korenine. Zgodba gospoda, ki je bil v neki ustanovi, mislim, da v domu starejših, in se je s svojci dogovoril, da bo nekega vikenda, mislim, da je zgodba iz Nizozemske, in je resnična, da bo neki konec tedna je izbral za to, da se bo dokončno poslovil. In tako so se dogovorili, vsi svojci so prišli in tistega petka jim je on rekel, veste, razmišljal sem o tem, ampak jaz še ne bi. In svojci so bili čisto ogorčeni, pa kako, se smo zdaj vsi tukaj, vzeli smo si čas. A ne?
In končalo se je s tem, da je Gospod potem vendarle opravil obljubljeno. Kam nas vodi takšna zakonodaja? Kam nas vodi? V totalno razčlovečenost, v popolno dehumanizacijo. In govorijo o nekih pravicah, zato ker se je nekdo, recimo celo to imam za višek manipulacije, je bilo rečeno, če človek neznosno trpi, je to mučenje. Torej, zdravnik se odloča za mučenje pacienta. To je pa protizakonito. A si predstavljate tako utemeljitev? In s početka so ta zakon utemeljevali s prihranki. In potem so ti prihranki spletne strani zginili. Zato, ker ob neki okrogli mizi sem tudi sama rekla, kaj to pomeni, koliko pa je vredno življenje. 5.000 evrov, 10.000, 20.000, 10 ali samo 1.000 evrov. A ne? Ne moreš ti vrednotiti življenja skozi denar. Skratka, jaz samo upam in molim za modrost slovenskega naroda in vseh njegovih pripadnikov. Da ne bi dopustili, da bi ubirali to smer razčlovečenja in pridobitništva, ko se bo star, nemočen ali pa mlad, prizadet, čutil nezaželenega v družbi in bo čutil potrebo, da se odstrani, da ne bo bremenil proračuna države in svojcev svojimi težavami. Skratka, gre za pot v pekel. Ne znam povedati drugače. To je pot v popolno razsulo človečnosti. Gospa Alenka, pa dajva zaključiti optimistično. Ne? Jaz mislim, da je cela vaša življenjska zgodba eno tako lepo pričevanje o vrednosti življenja. In ko vas poslušam, kako govorite o svojem pokojnem možu z enim takim veseljem, kar zažarite, mislim, da ste najlepše pričevanje res o tem, kako nas je Bog lepo ustvaril, kako nas je tudi po tako ali drugače vijugastih poteh pripeljal skupaj. In kot naša oddaja nosi naslov Odnosi so zakon, mislim, da toliko lepega pričevanja v oddaji še nismo imeli. No? No, to ne. In bi se vam res zahvalila, ker to, kar ste zdaj na koncu povedala, kot zdravnica, pa tudi pač kot kristjanka in tako, celo vaše življenje to potrjuje. Ni to samo neka strokovna razlaga, ampak v bistvu vaša življenjska drža. In sem hvaležna, da ste jo podelili z nami, z našimi poslušalci in gledalci. Hvala, ker ste naju spremljali. Boste kakšno zaključno besedo še mogoče? Ja, morda bi rekla, ker je ta oddaja namenjena odnosom, bi morda rekla samo to, da je človek biopsihosocialno bitje, kot socialno bitje je dejansko bitje odnosov. In ko ti človeku, ki je bolan, ki je v težavah, pokažeš, da ti je dragocen, da ga imaš rad, takrat si nihče ne bo želel umreti. Še najmanj, da bi si želel samomora s pomočjo, da bi v svojo bridko zgodbo vključil še nekoga tretjega. To sem pravzaprav hotela povedati. Ja. Pa morda še to je pa misel, ki sem jo že izrekla, pa ne bo nič narobe, če jo tudi tokrat, ko se bo človek zavedal majhnosti spričo presežnosti, bo lahko velik tudi v trpljenju. Tem besedam pa kaj drugega kot amen, niti ni več treba dodati. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Če vas je oddaja nagovorila, bomo veseli, če boste podelili še naprej. In želimo vam lepo poletje, tudi z oddajami Odnosi so zakon.